Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. V Slovenski demokratski mladini ponovno ugotavljamo, da v Sloveniji ne veljajo ista pravila za vse. To lahko na vse zadnje danes spremljamo z balkanskimi posli današnjega predsednika vlade in nekdanjega predsednika uprave državne družbe GEN-I, ko praktično vsak teden prihajajo novi dokazi v zvezi z balkanskimi posli, pa neke resne preiskave ni. V bistvu gre še v obratno smer, neka preiskava dejansko poteka, ampak se dela vse v smeri, da se to preiskavo omeji oziroma se je odloži z mize in se enostavno pusti brez kakršnih koli zaključkov. Neenakost pred zakonom pa se kaže tudi pri očitnih zlorabah volilne zakonodaje. Eden izmed takih primerov zadnjih največjih je bil pred državnozborskimi volitvami, ko se je približno 100 organizacij povezalo v iniciativo Glas ljudstva in opravljajo negativno kampanjo proti tedanji vladi Janeza Janše v prid sedanji vladni koaliciji pod vodstvom Roberta Goloba. Mimogrede, to je tudi zelo pomemben podatek za slovenske davkoplačevalce, glede na to, da je v teh približno 100 organizacij v zadnjih letih, kakor vidimo iz erarja, bilo v plačanih približno 140 milijonov evrov. In to, da se je opravljala kampanja proti vladi Janeza Janše, niso moje besede, ampak so besede Teje Jarc, ene izmed vidnejših pobudnic te iniciative, ko je pred recimo 2-3 tedni pri monitoringu vlade dejala, citiram: "Spodbujali smo ljudi, da torej premagajo tisto prejšnjo oblast, ne samo enkrat, ne samo aprila 2022, ampak 3-krat oziroma vsakokrat, ko je to potrebno." Za to silno kampanjo, kot vidimo, že prihajajo nagrade od začetka te vlade, torej od 1.6.2022 pa do prejšnjega petka, 17.3.2023, je bilo za teh 100 organizacij spet nakazanih na račune za približno 9,3 milijona evrov. Mnogi najvidnejši predstavniki pa so dobili tudi razne funkcije ali pa celo službe v javni upravi. Vse to se dogaja v časih, ko vlada pravi, da ni denarja za upokojence, za mlade študente, dijake, gasilce, medicinske sestre, pa potem, ko pogledamo res te številke, ugotovimo, da denar je, ampak so vladne prioritete nekje drugje. Torej, vladi so pomembnejše razne organizacije, kot so, ne vem, Slovenska filantropija, Mirovni inštitut, Maska Ljubljana, Plesni teater, mimogrede iz druge najbolj financirane organizacije, torej Slovenske filantropije, prihaja tudi sedanja poslanka, pred nastopom mandata je bila tam direktorica. To je očitno bolj pomembno kot pa gasilci, dijaki, študenti in tako naprej. Po našem mnenju gre tu za načrtno zlorabo davkoplačevalskih sredstev, za posredno financiranje politične kampanje strani nekaterih nevladnih organizacij, ki to sploh niso, glede na to, da so bile te organizacije pred začetkom te vlade kot nekakšne protivladne organizacije, danes pa se pojavljajo v vlogi provladnih organizacij. So se pa podobne in konkretne zlorabe pojavljale tudi že pred državnozborskimi volitvami. To je bil en tak primer, ki je bil najbolj viden, največji pomp je bil glede tega, so se pa dogajale tudi že prej. Recimo en primer je glede kampanje inštituta 8. marec pri financiranju kampanje o zakonu o vodah. Ta sum kršenja referendumske kampanje smo danes naznanili na Računsko sodišče ter policijo, kajti menimo, da je bila kampanja nezakonito financirana iz tujine. V pismu smo pristojne organe pozvali, da skladno s svojimi pristojnostmi nemudoma uvedejo preiskavo zoper Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec in navedli 3 glavne točke oziroma 3 dejstva, zakaj je temu tako. Prvi je ta, da je inštitut 8. marec leta 2021 prejel 30.000 evrov od nemške fundacije Guerilla Foundation. Gre za organizacijo, ki svojimi sredstvi spodbuja skrajno leve aktiviste, skrajno leve organizacije in akcije. Kot se neko fundacija ima sedež v Nemčiji, torej denar je prišel iz tujine, tudi ni nobene podružnice v Sloveniji, da bi lahko predvidevali, da bi vsaj hipotetično lahko denar prišel iz Slovenije. In ta organizacija je po svetu organizirala že mnogo akcij. Ena izmed najbolj vidnih je ta, ko so recimo aktivisti metali rdečo barvo kot simbol krvi
v razne državne inštitucije in kulturne spomenike in naredilo ogromno večmilijonsko škodo. To je le ena izmed takih akcij, ampak očitno so se v Inštitutu 8. marec tu prepoznali v tej skrajno levi fundaciji, da so tam črpali sredstva. Druga točka je ta, da se je Inštitut 8. marec na razpis prijavil z namenom izvajanja kampanj, kar je jasno vidno na spletni strani Gorilla Foundation. Med opravljenimi projekti, ko sem pripravil poročilo, je zapisan tudi Zakon o vodah, torej, če citiram prevod, od marca do julija 2021 so koordinirali državni referendum o spremembah Zakona o vodah, ki je ogrožal pitno vodo. Najprej so zbrali 40.000 podpisov za razpis referenduma, nato pa vodili kampanjo, ki je na koncu prinesla zgodovinsko zmago in bistveno večjo mobilizacijsko moč mladih, četudi je referendum potekal poleti. V poročilu torej jasno piše, da je bil ta del financiran iz tujine in da gre za oba dela. Torej najprej za ta del, kar je bilo zbiranje 40.000 podpisov, potem pa tudi za del uradne kampanje. No, tu pa pol pridemo do tretje točke, do zakonitosti takšnega financiranja. Inštitut 8. marec je z razliko na državnozborskih volitev tudi celo prijavil kot uradni organizator kampanje, kar pomeni, da za njih velja Zakon o volilni in referendumski kampanji. Čeprav ta zakon velja za vse, recimo tudi za Glas ljudstva bi mogel ta zakon veljati, ker je v zakonu jasno opredeljeno, kaj kampanja pomeni kakršnokoli nagovarjanje volivcev. V tem primeru pa gre še za to, da so se tudi kot uradni organizator kampanje prijavili in zakon v 6. odstavku 14. člena določa, citiram, organizator volilne kampanje ne sme pridobivati sredstev za volilno kampanjo od tujih fizičnih in pravnih oseb. Po našem mnenju gre tu torej za kršenje zakona o volilni in referendumski kampanji, za katero je predvidena globa od 6 do 20.000 evrov. Če vse skupaj na kratko povzamem, 30.000 evrov je bilo prenesenih iz nemške fundacije Gorilla Foundation na račun Inštituta 8. marec. Od tu je ta denar šel na volilni račun, torej oni so ta denar nakazali svojega bančnega računa na svoj volilni račun in iz tega je bila naprej financirana kampanja glede novele Zakona o vodah. Po našem mnenju gre pri tem za kršenje 6. odstavka 14. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, zato smo tudi podali prijavo in na pristojne inštitucije. V Slovenski demokratski mladini si želimo, da bo primer raziskan po predvidenih postopkih in vsaj tako, kot bi preiskovali Slovensko demokratsko stranko v vseh teh volilnih kampanjah, torej za vsak cent, za vsak korak, tako kot je tudi pravilno, ampak žal opažamo, da očitno za vse ne veljajo enaki vadli. Poleg prijave sume smo vložili tudi priloge, katere citiramo v našem pismu, tako da smo prihranili veliko dela pristojnim inštitucijam in verjamem, da bodo v primeru neoviranega postopka in zainteresiranosti hitro prišli do konkretnih zaključkov. Za konec bi pa še dodal, da je 14. člen Ustave veleva, da smo pred zakonom vsi enaki in jaz upam, da se bo končno začela spoštovati tudi slovenska ustava v naši državi. To je to z moje strani, ima mogoče še kdo kakšno vprašanje glede te teme?